Stvar dodama, ne. Meni je tudi Marko malo zmotila, ker si vmes rekel, da Facebook recimo ne ve, kako tisti algoritem tam nekaj počne, da jaz točno dobim, ne vem, reklamo za čank, šlank, čaj, ker algoritem ugotovil, da sem malo bolj okrogla, ne. Mene zanima na koncu pravo posledica, a ne. In tisto, kar pravo želi, predvsem, če zdaj govorimo o regulaciji varstva osebnih podatkov, zaščite zasebnosti, a ne, in zdaj z drakonsko visokimi globami, ki jih je GDPR noter prinesel, je ta akcija, da zakonodaja zdaj govori, vemo, da ne bomo najdeli vseh, ampak tistega, ki ga bomo pa najdeli, ga pa bolel, ka hudič. A ne? In to je pol tista preventiva, a ne? Kako in na kakšen način se tudi te odločevalci, ki delajo take algoritme in sisteme, morajo zavedati, da lahko fašajo, sam po denarjih moraš na koncu žgati, ker tudi oni to, kar delajo, delajo izključno zaradi denarja. A ne? In še mogoče samo razložim primer Cambridge Analytike. Zdaj 14 dni nazaj moja kolegica Elizabeth Denham, bivša, že izrekla globo Cambridge Analytiki in Facebooku 500,000 funtov, a ne, to je maksimalna globa, ki jo lahko izreče, namreč Facebook in Cambridge Analytica sta imela to srečo, da sta prekrške storila pred sprejetjem GDPR-a, ki je začel veljati 25. maja 2018. A ne. Če bi se to zgodilo po tem datumu, bi lahko oba fasala do 4% letnega prometa, kar je pa mnogo višja cifra kot $500,000 funtov. A ne. Ampak v tem, kako je Zuckerberg razlagal, da se ni vedel, kam je Cambridge Analytica naredila noter. Ma briga me, če ti nisi vedel, ti si mu pustil, da je prišel noter, da je to naredil. A ne. Ampak kaj je Cambridge Analytica naredila? Ne? Sej verjetno ste te stvari brali, samo na kratko. Cambridge Analytica je bila najeta zato, da preusmeri tok volitev leta 2016 v Ameriki. A ne? In oni so s pomočjo algoritmov na Facebookovih zidovih posameznikov, volivcev Združenih držav Amerike, iskali tiste, ki so bili neodločeni, ki niso vedeli, ali bojo glasovali za republikance ali bojo glasovali za demokrate. Teh je bilo 83 milijonov na koncu. 83 milijonov Facebook profilov je Cambridge Analytica uporabila potem za subliminalno vplivanje na zavest posameznikov, da ne glasujejo za Trumpa. A ne? Pa to so scary zadeve, pišuka. A ne? In meni Zuckerberg lahko 100-krat reče, da ni vedel. Plači, zato ker si tudi služil s tem, pa naslednjič mi tega ne naredi. To je edino, kar lahko pravo na koncu naredi. A ne? Prosim? Pa še vedel je. No. Ja. Imamo eno vprašanje tam zadaj? Ali sem en stavek temu dan, vsaj po mojem mnenju, ne, pač etika ne dela, ne naredi pravične družbe. Ne. Etika ne naredi pravične družbe, pravična družba bo pa znala formulirati pač etiko. In jasno, tudi v primeru teh tehnologij ali pa kakšne druge tehnologije ali pa tega zgodovinskega trenutka ali pa kakšnega drugega zgodovinskega trenutka, da bi to dosegli, ne, moramo delovati tudi na tiste mehanizme pač pravičnosti ali pa nepravičnosti v družbi, ki so pač ključni. Ne. Samo z etičnimi načeli se pa čisto strinjam, ne bomo tega dosegli. Etična načela bodo spoštovali samo etični ljudje na koncu, a ne. Žal imamo pa mnogo neetičnih ljudi, ki jih brigajo etična načela, ki jih napišejo etični posamezniki. To drži. Ja, sam komentar recimo na to Cambridge Analytico. Ne. Tle je bil problem to, ne, torej podatke je Facebook, pa zdaj nobenega ne branim. Facebook je dal podatke v research in tisti researcher, ne, dotični iz Cambridgea nekje, en akademik, je dal protipravno podatke tej firmi. Ne. No, tisto, kar je tudi znano, ampak ne tako eksponirano, ne, da v drugi Obamovi kampanji, ne, ni bilo 83 profilov, milijonov profilov analiziranih, je bilo bistveno več, ne, okrog 200 milijonov, ne. In to ne enkratno, ampak na dnevni bazi, ne, ampak je bilo pa pravno to narejeno. Ne. Lahko si greste pogledati predavanje, ki je bilo na Štefanu, pri nas je celo zaposlen 20 postov, ta bivši Obamin chief data scientist. Takrat so bile stvari veliko hujše, zato ker je bilo, ne vem, cel družbeni kontekst je bil malo drugačen, ta zadeva ni tako ven padla, pa še legalno je bilo, no, na nek način. Torej, če se moramo že pogovarjati o številkah, pa kaj je bilo, kdaj, kaj je narejeno, je bilo... Marko, sem to, v Ameriki zelo hitro kaj legalno, zato ker sploh nimajo zakona o varstvu osebnih podatkov. Sej. Ampak no, tlele konkretno je bilo, hočem samo reči, da vsi govorijo o Cambridge Analytiki, v resnici so se veliko hujše stvari dogajale, ne? Pa tudi javno so bile vse povedane, samo, ja, ampak Ivan, ti imaš mikrofon, ne? No,
eno drugo pripombo, ki se je pojavila tukaj, bi malo komentiral. Tista trditev je bila, da se je pokazalo, da so algoritmi strojnega učenja pristranski, rasistični, seksistični. In Marko je to komentiral, da ne, niso rasistični, s čimer se strinjamo. Ampak Marko je potem rekel, so pa neumni. In to je bilo kar akceptirano. Marko sicer razložil... To je tako poenostavljeno povedano. Ja, se mi zdi, da si razložil s tem, da ta neumnost se kaže v tem, kako računalniki prevajajo. Recimo v strojnem prevajajo, ok, ampak ničesar ne razumejo. Kar prevajajo, ok, se strinjam s tem. Ampak recimo ta pripomba je bila pa v kontekstu medicinske diagnostike. In zdaj reči, da je pa računalnik neumen pri tem, ko diagnosticira neprimerno bolj točno kot pa vsi zdravniki, pa ta trditev mi pa nekako ne paše. Če je bolj točen, pa da mi je neumen, jaz bi rekel, zelo vprašljiva trditev. In tudi recimo, ali je rasističen ali pa tako naprej, če daje bolj točne napovedi. Neizpodbitno bolj točne napovedi. Umetna inteligenca, v bistvu, če tebe, Marko, prav razumem, sploh ni inteligenca, a ne? In umetna inteligenca nima čustvene inteligence in to je njen največji minus, a ne? Ne vemo, kaj je to inteligenca. Mislim, to je zelo težko je razložiti, kaj je to. Kako? Zelo težko je definirati sploh, kaj je to inteligenca. Ja, jaz sem komentiral to neumnost recimo za primere, ki so zelo eksponirani, kot so, ne vem, da je tam Google Photos pač klasificiral na eni slike enkrat enega črnca kot gorilo, pa je bil velik halo, ne, pa še par takih primerov je bilo, ne, pa prej sem povedal en primer pri prevajanju, kjer je pač tisti, ki je naredil tisti eksperimentalen eksperiment in model in vse ostalo, pač to je bilo nekako dosego tistega, ne, potem so pa pričakovanja ljudi narasla toliko, da so pričakovali, da bo tisti algoritem pač dobro delal na vseh mogočih scenarijih. Zdaj pa tle pri medicini, ne, zdaj Ivan je to delal že davno v 80-ih, ne, ker so bili v bistvu pogosto rezultati na nivoju zdravnika. Striktno so bili boljši. Kjerkoli je bilo možno narediti to tehnično primerjavo med zdravnikom in pa programom, ki se uči, to se pravi inteligentnim programom, je bil program vedno boljši. Bil je statistično boljši. Ne moramo reči, da je bila vsaka napoved boljša od zdravnikove, ampak bil je pa v povprečju boljši. In to praktično v vseh domenah. Pa še razlagate znal takrat, no, tako kot smo mi delali. Ja, v tem je bil celo malo boljši od sodobnih. Ampak, okej. Tako da, mislim, da Luka, si ti prej omenil, recimo, da na neki točki bojo ljudje morda celo rajšli k digitalnem zdravniku za nek kontekst, v katerem se znajdeš, ne, kot pa zato, ker pač ti sistem vidi preprosto več o tebi, ne, ali pa bo cenejš za tebe. Ne. Zanimivo vprašanje, ne, če primerjamo situacijo, ko greš zdravniku, pa situacijo teh slavnih, ne, samovozečih avtomobilov, ne. Ker seveda, jaz mislim, da pacienta, ko gre k zdravniku, bo verjetno zanimala samo učinkovitost, ne. Šel bo pač hunmu sistemu, ki bolj diagnosticira, jaz mislim, ne. Ne bo imel nobene preference pred živim zdravnikom, če bo res tako izrazito boljši računalniški, ne. Na drugi strani se zdi, ne, nekje sem to bral, da ko so ljudi spraševali, ne, ali bi se usedel v samovozeč avto, ne, ki bo v nekem primeru storil, ki bo sicer veliko bolj varen, kakor če ga vi sami vozite, ampak v nekem primeru se bo pa mogoče odločil, da bo pač vas žrtvoval, da bo rešil pač ljudi. Se bojo pa ljudje obratno odločili, kot v primeru zdravnika, ne, morda, ne, hipotetičen primer, bojo pa raje izbrali, otroka, ko manj škode, da sami vozijo, čeprav bojo vedeli, da statistično je to bolj nevarno, ne. Zadaj v desnem kotu imam dve vprašanji. Gospod prvo, pa v zadnji vrsti Maja. A lahko kar oba dva prvo vprašata, pa potem bomo zbrali odgovore. Hvala. Jaz bi imel mogoče en krajši komentar na ta del, deloma se tudi to naveže na to, kar ste ravno kar povedali, glede pravniškega odločanja. Jaz vidim eno veliko skepso, ki jo malo ne razumem, glede tega, da odločajo roboti. Bom razložil.
pravnike nas učijo, smo naučeni, da je ideal odločanja nek neutralen, neodvisen sodnik, ki ga pooseblja podoba tako, ne slepe justicije. To je ideal, ki se mu želimo približati. Zdaj smo pa soočeni z nekako dokazi kognitivnih znanosti, kognitivne psihologije, ki jasno kaže, da smo vsi ljudje in tudi sodniki v tem povezavi v resnici najprej iracionalni odločevalci, a ne? Da se najprej na podlagi iracionalnih vidikov odločamo in tako, kot je doktor Grobelnik že povedal, vpliva ne samo zajtrk, vpliva tudi, a je tvoje moštvo nogometno prejšnji dan zmagalo in tako naprej, ne? Se pravi, tle se nam sistem sesuva. Na drugi strani imamo pa priložnost, da bi o naših zadevah dejansko odločal veliko bolj usposobljen, z veliko večjim dostopom do podatkov in tako naprej, odločevalec, se pravi stroj, ne? Temu se pa izogibamo. Zdaj ena izmed tez, ne vem, a se vi z njo strinjate, je tudi ta, da mu ne vidimo v glavo, a ne? Ne vemo, kaj se dogaja, ne vemo, kakšne procese ima, čeprav vemo, da je bolj zanesljiv načeloma, ne? Da ima večji dostop do podatkov, bolj je objektiven, bolj se približuje temu idealu, ki mu pravniki naj bi sledili, ne? In potem se ljudje nekako zanesemo med tema dvema možnostjama, ne? Se zanesemo na tisto, ki je sicer slabša, ne? Statistično, teoretično, ampak je pa bliže nam, bolj nam je podoben, čisto fizično nam je ta oseba bolj podobna, zato se je manj bojimo kot stroja. Pa še ena stvar je, ne? Mi, ko gremo na sodišče, si mislimo, pišu, kaj sej vem, da nimam prav, ampak mogoče bo pa sodnik vseeno razsodil v mojo korist, kaj en algoritem mogoče ne bo, ne? Če sem le toliko investiral v odvetnika, ne. Maja Bogataj, Inštitut za intelektualno lastnino. Jaz imam en komentar pa en dodatek. Prvo dodatek k vprašanju, ko je Marko rekel, da je umetna inteligenca neumna in se potem v nadaljnji debati o tem ni nujno strinjalo. V primeru, kdo je boljši zdravnik, ampak obstajajo pa primeri, kjer umetna inteligenca zaenkrat je še bolj neumna in to je, Marko, ko smo imeli debato o aktualni dilemi, ne morem iz svoje kože, reforme avtorskega prava, kjer v neki določbi zakonodajalci zdaj predvidevajo, da bojo morali platforme, ki dovoljujejo, da uporabniki tja nalagajo vsebino, kontrolirati, katera vsebina posega v avtorske pravice in to vsebino odstranjevati. Pri masovni števili avtorskih del bo seveda to lahko naredila samo mašina, ki bo promet filtrirala. In ta mašina bo morala odločati o dovoljeni in nedovoljeni uporabi avtorskih del. In tukaj pa pride upoštev kontekst. Se pravi, da bo morala mašina razumeti, ali se en del glasbe uporablja kot nadomestek, da nisi kupil CD-ja ali pa plačal na iTunesu glasbe, ali pa se uporablja v kontekstu, ki je avtorsko pravno dovoljen. Se pravi, za izobraževanje, za citiranje, za raziskovanje in podobno. In takrat smo se pogovarjali, da danes obstoječe stanje, da mašine tega konteksta še ne razumejo. Oziroma, jaz si to prevedem, da so še tako neumne, da tega ne znajo razbrati. Seveda, kar meni da vedeti, da v določenih kontekstih so mašine še bolj neumne, če lahko to ponazorim. To je bil prvi komentar. Drugi pa, na panelu je bilo odlično izpostavljeno to, da se mora posameznik boriti za svoje pravice. Vendar vedno v vseh kontekstih posameznik ne bo dovolj močan, kar pomeni, da bojo pomembni gradniki v družbi, ki so posredniki za komunikacijo tega boja za pravice, če tako lahko rečemo. Mogoče je Max v tem primeru že postal institucija, ampak bolj imam pa jaz v mislih univerze, civilno družbo oziroma tudi vse ostale pomembne gradnike družbe, ki danes sicer slabijo, ki bodo morali odigrati tudi pomembno vlogo zlasti v tem tudi, da bojo opolnomočili posameznike, da bodo lahko uspešno uveljavljali svoje pravice. Ampak kljub vsemu, pa na koncu, če ljudje, ki bojo ustvarjali umetno inteligenco, ne bodo aplicirali etičnih načel in če ne bodo vsi tisti, ki tega nadzirajo, tudi aplicirali etičnih načel, bo družba slej ko prej nas gubi oziroma se lahko bližamo samo dnevu, ko bo samo še vsak požrl drugega. In
Tlej pa ključno vlogo odigra tudi regulator, a ne? In Nataša, ti si to je pa moj zadnji komentar, omenila, da pravo zmeraj caplja za tehnologijo. Vedno. Ampak začelo se je pa še eno večje, ne samo časovno capljanje. A ne? Kateri regulator danes na svetu razume umetno inteligenco, ki jo regulira? Se pravi, ni samo ta asimetrija informacij med uporabnikom in tistim, ki delajo umetno inteligenco, ampak izjemna asimetrija tudi informacij regulatorja. Kater zakonodajalec, kater pravnik, kater odločevalec danes umetno inteligenco ali pa mašine, jo znamo sploh definirati, sploh nimamo definicije, razume, prednjo regulira. Moj vtis je, da Kitajci dobro razumejo. Ne? Res, da iz druge plati, ne? Ampak priložnosti, ki jih to ustvarja. Ne? Če ne hitro odgovorim, pač ta kontekst, copyright, ne? Kontekst. Prej, čisto na začetku sem rekel, pač računalnika pa z vso to mašinerijo, ki jo lahko rečemo umetna inteligenca, semantika, računalniška lingvistika, vsa ta področja, no, ki enega navadnega teksta ne moramo razumeti. Ne? Pravljice, ki otrok razumejo, ne razumemo. Ne? Je prekompleksno. Lahko razložim, zakaj, tudi ne in tako naprej, ampak enostavno modela sveta. Umetna inteligenca danes nima modela sveta, v katerem, pa je ta model sveta tako bogi, da enostavno se ne da razložiti, zakaj zdaj tam lovc razparal tisti trebuh, pa je, ne vem, babica ven stopila, pa vse tisto, kar ima, ne vem, neka rdeča kapica noter, ne. Je enostavno prekomplicirano. Ta debata okoli tega copyright in tako pretežno bo, verjetno večina primerov bo enostavnih in mogoče bo ta tehnologija celo reševala, marsikaj problematične primere pa verjetno ne bo, no, ampak sej, to je verjetno, če bo šlo v to smer, se bo verjetno to tako nekako zgodilo, no. Pa bilo pa še eno vse. Tako, ja, to je pa zdaj debata teh zadnjih dni, no, ampak. Zakonodajalec ve vse. Še zadnje vprašanje, potem pa bomo zaključili. Prej si govorila, Maja, o teh biasih in se potem isto se nanašam na vprašanje. Pristranostih. Lahko tako. V glavnem, pa ste pol, že spet se nanašam na ta odgovor, da so algoritmi neumni, ne, oziroma umetna inteligenca, s čimer se niti najmanj ne strinjam. No. Dajte nas prepričati, drugače pa bomo. Data scientist sem, tako da. Sicer pa, ampak v bistvu ste odgovorili, da je neumna na v bistvu vprašanje v zvezi s temi biasi, ki jih je Maja pač navedla. In bi sam rekla, da ni niti najmanj neumna, ampak da je prav tako rasistična, kot so pač njeni izdelovalci in pa vhodni podatki. Ne. In če zdaj pomislimo na ta primer kazni, ki so zelo daljše za temnopolte v Ameriki, ki algoritmi določajo, za koliko časa gre človek v zapor, za belce pa so te kazni krajše. Jaz tukaj ne bi rekla, da gre za neko neumnost algoritmov, ne. Gre se dejansko za rasizem, ki pa prihaja iz točno tega dvojega, kakor sem omenila, ne. Vi ste potem rekli, da gre za korelacijo v podatkih in korelacija je ful napačna beseda. Jaz sem rekel report, ki, če bi ga prebrali, bi razumeli v kontekstu uporabe besede korelacija, ne. To nisem tega rekel. Ful napačna beseda, v bistvu je vzročna zveza. Gre se tukaj za vzročno zvezo, ne pa za korelacijo. In pa glede na to, da ste naravoslovci, verjetno razumete razliko. Zaradi tega, ker tudi, na primer, aktuar, ne, Friedrich Hoffmann, sem prav zdajle zgooglala vmes, ki je konec 19. stoletja delal za zavarovalnico, je kvazi statistično dokazal, da so življenja temnopoltih tako nepredvidljiva, da se zavarovalnicam ne izplača njim dati pravice do zavarovanja, ne. In isto je on naredil pač napako in zamenjal korelacijo za vzročno zvezo in je samo potrdil svojo tezo, lihkar povedano, ne. Skratka, kar hočem povedati, je še to, ja, razen to, da mi to res ni bilo všeč,
Da če želimo, da so odločevalni algoritmi za naprimer določanja zaporne kazni nevtralni, ne govorim tukaj o neumnosti, ampak o nevtralnosti, rabimo nevtralne podatke in glede na to, v kakšnem svetu živimo, in naprimer v Ameriki, so vhodni podatki, ki vemo, da je rasistična, so tudi vhodni podatki za zločine rasistični, in v bistvu tega ni možno narediti, no. To je moj point. Dobro, zdaj, dajmo ločiti, kaj je zdaj umetna inteligenca kriva, pa kaj ni, ne? To je prva stvar. Namreč te pristranosti, ne, izhajajo iz časa, še preden je kdorkoli izrekel besedo umetna inteligenca, ne? Res je, ampak če hočemo, da so zdaj nevtralni, ne, in da delajo namesto človeka in rabimo neke nevtralne podatke. Potem je pa pametnega data scientista treba imeti, ki zna eksperimentalno stvari prav postaviti, ne, podatki, ki zna tudi umetno generirati v bistvu nevtralne podatke, ne, ker rabimo neke vhodne podatke, ki jih podamo algoritmu, da ga naučimo. Podatki so tisti, ki so, ne. Ja, so pač pristranski, ne. Tako da v bistvu... Kaj pa pol predlog? Moj predlog je, da se algoritme za take primere pač ne uporablja. Ja, ne, sej, jaz jih ne uporabljam. To je pač eksperimentalna študija, iz katere je prišlo do tega, da pač te nehotene pristranosti obstajajo v odločanju že ljudi, ne? Seveda, ja. Tako da zdaj v kontekstu uporabe, da je umetna inteligenca neumna, je predvsem leti na ljudi, ki ne znajo eksperimente dobro postaviti, ne? Ja, sej sam ful mi ni bilo všeč, da ste na bias odgovorili s tem. No, jaz predlagam, da vidva nadaljujeta ali pa ne nadaljujeta kasneje. Doktor Omladič bi še nekaj povedal, potem pa res zaključimo. Na to temo sem hotel, ampak če ne. Ne, morda boljše, da ne. Hotel sem samo, moja intuicija je, ne, da gre za podobno problem, kakor pač v, ne vem, družboslovju operiramo z besedo ideologija, ne, in pač problem ideologije je v tem, da pač takrat, ko poskušate biti neideološki, ne, takrat, ko mislite, da ste neideološki, ste najbolj ideološki. Zdi se mi, da je nek podoben način tudi s temi konec koncev stroji, ne. Mislim, so ideološki, ne, in na nek način bojo vedno ideološki. Tisto, kar je pa važno, je, da to ves čas reflektiramo, ne, in korigiramo in kritiziramo in skratka gre tudi za ta kritičen odnos do pač umetne inteligence, ne. Ne bomo pa, če bomo pa mislili, ne, da bomo kdaj se izognili pristranosti, ne, tega sveta, ne, z umetno inteligenco se pa pač najbrž motimo, ne. Če lahko samo, jaz sem to, kar je kolegica govorila, pa to, kar sem vse v teh dneh slišala, bi lahko veliko povedala, ampak ena od stvari, ki mi je pa prišla na misel, je pa to, da je največji problem, da ljudi nihče ne vpraša, katere probleme imamo in katerih problemov naj se inženirji lotijo reševati. Torej, rešuje se in se zelo veliko denarja investira v evropskih projektih in tako naprej in se odgovarja na vprašanja, ki pravzaprav ljudem ne olajšujejo življenje. Jaz sem bila par dni nazaj tukaj na enem predavanju o robotiki in tukaj so bili predstavljeni roboti na isti način, ki delajo v rudniku namesto človeka in ki bodo vzgajali naše otroke. In ko je bil gospod dr. Nemec vprašan za etične dileme, za družbene posledice tega, je rekel, da je on veliko o tem razmišljal, da se tudi na konferencah o tem govori, ampak da je prišel do spoznanja, da je to problem civilne družbe in ne raziskovalcev, da raziskovalce žene radovednost in reševanje tehničnih problemov. Ko si civilna družba pa nekako, ker je, bi rekla, pozvana k temu, da vstopi na ta prazen prostor, vzame to, bi rekla, pravico ali pa celo dolžnost, da v bistvu o tem razmišlja, pa dobi odgovor, da pravzaprav ni legitimni sogovornik, ker ne pozna črne škatle. Torej, zdaj jaz ne vem, kdo se bo teh vprašanj zares lotil, če eni, ki vejo, ne želijo, tisti, ki pa želimo, pa v bistvu premalo domnevno vemo. Čeprav jaz mislim, da ne vem premalo, ker v bistvu me ta črna škatla
škatla ne zanima toliko, kot me pa posledice zanimajo in mislim, da sem legitimirana do, bi rekla, refleksije posledic, tudi če ne vem toliko o tej tehnični izvedbi. Tako da samo to se mi zdi zelo pomembno, da bi bili vprašani ljudje, preden se začne delati robote za vzgojo naših otrok, recimo, ali pa za reševanje pametnih mest, ali pa če stvari niso problem, ne vem, zakaj bi investirali neskončna sredstva v sintetično. Hvala. Lahko, če pokomentiram, no, nismo se tega dotaknili, ampak ravno tako, kaj je tudi danes umetna inteligenca, ne, torej, kaj je tudi danes umetna inteligenca? Tudi to, kako zmanjšati policijsko nasilje, ne, s temi istimi tehnikami. Kako v Keniji počistiti stranišča zato, da javna higiena funkcionira, ne. Kako zmanjšati kriminal, kako preprečiti, da oziroma detektirati do zgodaj pri problematičnem učencu, da bo prišel iz šole, da ga ohranimo v izobraževalnem sistemu, ne. No in takih projektov vam lahko naštevam še pa še, ne. Na podoben način, kot ste zdaj rekli, imamo tudi organizacijo, ki se imenuje AI for Good, ne. Jaz sem pač tam na boardu, ne. UNICEF si prej predstavil, teh iniciativ je še cel kup, ne. Tako da tega se enostavno v teh debatah, ko se pogovarjamo, nevečkrat ne dotaknemo, no, pa obstaja tudi ta plat, ki je ravno tako enostavno pridobiti, kot pa razpravljati o mogoče problematičnih plateh, ne. Ampak s temi istimi mehanizmi rešujemo življenja, družbe in tako naprej, no. Tako da, če sam za uravnoteženje, ne. Evropski projekti, a ne, evropski denar ste se dotaknili, evropski denar, ne vem, recimo približno nekih 15 milijard na leto gre v raziskave, ne. Umetno inteligenco gre mogoče 100-200 milijonov od 80 milijard oziroma 15 milijard, tako da tle je treba pogledati, velik del denarja gre v zdravje, v uno, tretje, četrte, tako da dajmo številke pogledati, pa bo lažje pogledati, ne. Zdaj pa, kdo pa vpraša civilno družbo, velik seveda trg uravnava tudi do neke mere stvari, ne, če hočete imeti app za to, a bo, ne vem, recimo neka stara oseba vzela zvečer zdravila ali ne, to lahko danes naredite, včasih se tega ni dalo, ne. Tudi to umetna inteligenca dela, ne. Pa še cel kup drugih stvari, ne. Torej, zato sem prej rekel, dajmo pogledati, torej neznanje je največji problem tlele, ne. Če berete, ne vem, Hawkinga, ki je pač pa unga, pa trila, pa kva Elon Musk reče, pa kva Bill Gates reče, Elon Musk pride na pol pijan na takle panel, reče 3 besede in potem ga cel svet povzame, ne. In iz tega potem pride ta fama, mislim, preverjeno, ne. In potem pride ta fama, kaj je umetna inteligenca, kako je grozna, ne, v resnici pa on sploh nič ni vedel, kaj je zares rekel, nekaj je rekel pač tam, ne. Tako da fajn je bazirati trditve na osnovi tega, kaj je, ne. Torej, veliko ljudi dobre volje je v tem istem inženirji ali pa znanstveniki, ki to delamo, tako da pretirano posploševanje ni dobro, no, tlele. Okay, hvala lepa. Imeli smo nestrinjanje s publiko, imeli smo protesten odhod, vse, kar je potrebno za uspešno okroglo mizo. Ne, hecam se. Hvala panelistom, hvala tudi publiki, hvala tudi organizatorkam in organizatorjem za povabilo na okroglo mizo in hvala za organizacijo tega festivala. Tako, s tem smo sklenili del kritične misli. Festival povezuje aktivizem, ki se potem preliva tudi v elektronsko glasbo, vabljeni tudi na glasbeni program, oziroma kot je rekla Emma Goldstone, če ne morem plesati, nočem biti del vaše revolucije. Hvala. Zanimivo smo imeli,